nadaljujemo z tako rekoč branjem 7. Lakanovega seminarja z naslovom Etika psihoanalize. In danes bi rad opisal oziroma orisal neko izkušnjo, neko empirično izkušnjo, ki je najverjetneje ključna za razumevanje etike in etičnosti človeškega bitja, oziroma ki je ključna za razumevanje zmožnosti ljudi za etiko. Torej, nujno potrebno je govoriti o izkušnji. O etiki ne moremo dovolj prepričljivo govoriti, če ne govorimo o tej izkušnji. Ta izkušnja je zelo redka, je nenavadna za vsakdanjo zavest. Ta ni navajena na take izkušnje in jih v glavnem nima. Kar je morda presenetljivo, v določenem smislu tudi je, ali pa je tudi pričakovano. V svetu, v katerem živimo, v sodobnem svetu, leta 2017, je to, nažalost, zelo pričakovano. Zato ta izkušnja, o kateri bom govoril, še toliko pomembnejša. Bati se je, da bo vse redkejša. Čisto mogoče je, da napoči čas, ko bo taka izkušnja silno redka. Ne bom rekel, da bi lahko postala nemogoča, ker se to vendarle ne more zgoditi, lahko pa postane silno, silno redka. Za razumevanje te izkušnje potrebujem nek koncept, o katerem spregovori Lacan v 7. seminarju. Razvije ga. Razvija koncept, ki je pravzaprav teoretsko orodje, potrebno za razumevanje izkušnje, o kateri govori. Ta izkušnja je, kar ni težko uganiti, analitična. Zato bom najprej poskušal povedati, zakaj je potrebna analitična izkušnja, da lahko govorimo o tem, kar sem povedal uvodoma. Zakaj potrebujo neko posebno izkušnjo in v posebnem kraju, ki se imenuje analitični kraj, v posebnem procesu, ki se imenuje analiza, da lahko govorimo o tej izkušnji. Zakaj je to treba? Zakaj moramo ljudje poskrbeti za tak poseben, privilegiran kraj, kjer lahko človek dobi tako izkušnjo? Zakaj se to ne more zgoditi v sedanjem življenju? Lahko da kdaj se zgodi, lahko se zgodi tudi spontano. Lahko da se. Ampak to se zgodi silno redko. Ok. V resnici bomo govorili o enem krogu, izkušnji in teoretskem orodju, ki pojasnjuje to izkušnjo in ta izkušnja omogoča to teoretsko orodje. In zato je Lacan hvaležen Freudu, da je pred njim poskrbel za prostore, v katerih je taka izkušnja mogoča. O čem torej govorim? Govorim o nečem, kar imenuje Lacan teža. Teža realnega. To je teoretska sintagma. Teža realnega. Kaj to pomeni? Govoriti moramo o dveh izrazih. En je teža, kar nam daje slutiti, da ne govorimo o preprosti izkušnji. Ne govorimo o izkušnji, ki bi bila lahkotna, ki bi jo človek zlahka dobil in šel skozi njo, kot se reče. In govoriti moramo o realnem.
Mi smo že omenjali realno, smo že govorili o tem, kaj je realno, zlasti smo povedali, da za človeška bitja kot simbolna mora obstajati neka razlika. Mora obstajati razlika med simbolnim in realnim. Ni pomembno zdaj, kaj vse to pomeni, pomembno je samo, da mora obstajati ta razlika. To razliko lahko poskušamo razumeti, če si predstavljamo problem in razmišljamo, kako bi ga lahko razrešili. Obstajajo poskusi, veliko poskusov, da bi naredili algoritme, matematične algoritme, s katerimi bi opremili računalnike, in ti računalniki bi na podlagi algoritmov za vsako problemsko situacijo, v kateri bi se lahko znašli, izračunali, kakšna je etična rešitev iz tiste situacije. Obstaja fantazma, da je to mogoče narediti. Da po logiki enostavno izračunate, ugotovite, premislite vse mogoče kombinacije in se na koncu odločite za tisto, ki je recimo najboljša, ki je pravilna in podobno. Na podoben način, recimo računalniki danes že na veliko premagujejo šahovske velemojstre, ker je šah igra, kjer je to mogoče narediti. In je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo računalniki bolj zmogljivi, da bodo preračunali velikansko število kombinacij in se v kratkem času odločili, katera je najboljša. Za računalnike to ni noben problem. Za ljudi pa je. Za ljudi to je velik problem. In seveda obstaja fantazma, da bi bilo mogoče na podobne načine reševati vse problemske situacije tega sveta. Če ne danes, pa jutri, in če ne jutri, pa čez 1000 let. Tako da pač, na primer, kvantni računalniki bolj zmogljivi. To je fantazma, s katero se ukvarja ogromno ljudi, ogromno znanstvenikov. Potihem upa, da bo nekega dne res to mogoče narediti. Problem pa je, da človeški možgani sicer resnično ubogajo množico algoritmov in se ravnajo po njih, pa vendar obstaja delovanje možganov, ki je absolutno nepredvidljivo. Obstaja delovanje možganov, ki ga preprosto ni mogoče izračunati z nobenim znanim matematičnim orodjem. In v prihodnosti ne bo nič drugače. Da bi se približali temu problemu, razmišljanju, zakaj je to problem, problem za računalnike, problem za robote, pa seveda tudi za ljudi, zlasti za tiste, ki imajo v glavah fantazme, ki sem jo opisal. Je dobro prebrati poleg Lakanovega 7. seminarja še Nikomahovo etiko Aristotelovo, na katero se Lakan veliko opira, in pa Kantovo metafiziko morale. Ko razpravljam o tem problemu, ki sem ga nakazal, se gibljem od Lakanovega 7. seminarja k Nikomahovi etiki in Kantovi metafiziki morale. In berem ta dela. Seveda ob predpostavki, da Freuda tako rekoč imam v malem prstu, ker ne morete brati Lakana
če nimate Freuda v malem prstu. Mislim, lahko ga berete, seveda. Sam ne boste podelič prišli. Ker Lacan sam piše svoje seminarje tako, da ne samo da vmes več čas poziva, berite Freuda, ampak da na veliko domneva, da njegovi slušatelji Freuda že berejo iz čistega spoštovanja, ne samo do Freuda, do Lacanovih seminarjev. Znamen je simbol spoštovanja. Na Lacanove seminarje ne greš, če ne bereš Freuda. Ali pa če ga nisi morda že prebral, pa ga bereš še enkrat. Preprosto ne greš. Če pa greš, imaš pa vsaj velike težave, oziroma prej slej boš ugotovil, da bi bilo dobro začeti brati Freuda. In ko rečem Freuda, to pomeni vse, kar je napisal. Da se ne bi kdo potolažil, pa bi rekel, jaz sem prebral in trebam dojeti, vse to zadošča. To je še uvod k predgovorom. Torej vse. In to vam bo vzelo nekaj let. Bravo. In študirati. No in potem dodamo Aristotelovo nikomahovetiko, kot rečeno, in Kantovo metafiziko morale. Potem smo pa že kar dobro opremljeni, da poskušamo misliti problem, ki sem ga orisal. Problem za računalnike, ki bo še dolgo časa nerešljiv. Oziroma, a veste, koliko časa bo problem nerešljiv za računalnike, robote, skratka umetno inteligenco? Toliko časa, dokler se ne bodo začeli učiti jezika človeških bitij. In če ste gledali film Arrival, Prihod. Ne, prosim, pogledajte si ga. Poglejte si film Arrival, Prihod. Tam boste naleteli natanko na to. To je sjajen film. Film, ki tako rekoč mimo grede upelje idejo, ki se naravno kar omenil. Ideja je, da se ljudje lahko učimo od, naprimer, umetne inteligence ali pa od zunajzemeljske inteligence. Lahko se učimo in v tem filmu se učimo od njih. Ampak velja pa tudi obratno. Da se na enak način oni učijo našega jezika, pa naših jezikov. Prej ste omenili, da algoritmi že premagujejo ljudi, v igrah imajo določena pravila in določene število kombinacij in samo vprašanje časa, da je tako močno. Zanima me, kako mislite, ker se podobna stvar zgodila tudi pri pokru, ki ni igra, kjer bi videl celotno situacijo, ampak so določene karte zaprte in se računalnik uči s poskušanjem. To pomeni, da prihaja do tega, da igra proti samem seboj in odkriva najboljšo strategijo in se sproti uči. Ali je tu, recimo, ta priložnost, o kateri se zdaj pogovarjamo? Natanko je. Ko se bo še naučil blefirati, ko bo imel še druge robote za nasprotnike, bo že zelo blizu temu, o čemer zdaj tukaj govorimo. No, če vas samo omenim kot zanimivost, v bistvu trenutno premaguje igro 1-1 računalnik pri najlažjo igro, bom rekel, po garažku je že premagal človeka, medtem ko pri igri 6 ljudi, kjer so neomejene stave, pa še ne more. Zanimivost. Ja, o tem govorimo. In jaz nimam nič proti, jaz se ne bojim računalnikov in robotov. Jaz pravzaprav čakam dne, upam, da ga bom dočakal, ko bo nasproti, recimo, ko bo takole v dvorani sedelo 20 robotov, računalnikov, ko bodo poslušati, da nam kaj povejo, preden smo mi nastali, vemo, da je obstal nek Lacan, nas pa zanima Lacanov seminar. Zaradi mene ni problema, jaz bom takoj se odzval in bom prišel ker strah je odveč. Strah je odveč. Kaj ti? Inteligenca, govorimo o inteligenci. Govorimo o inteligenci. Ni samo preračunavanje kombinacij, preštevanje in tako naprej. To je a fraction, to je delček inteligence. Okay? In
ko bodo računalniki, roboti, umetna inteligenca, ko bo napredovala, bo nujno naletela tudi na ta problem, s katerim se mi tukaj ukvarjamo. Namreč inteligenca, najširše rečeno, omogoča vpogled v strukturo realnosti, v strukturo sveta. Vpogled, da je realnost strukturirana, da je urejena. Vselej je že urejeno. Vsak vpogled v realnost je vselej že urejen. Bilo bi zelo zanimivo, ampak to bi nas odpeljali nekam drugam, če bi se lotili sodobne teme, kako možgani razumejo realnost. Izjemno zanimive zadeve. Izjemno zanimive, namreč možgani niso tako kot kamera, ki odslikava realnost, zrcalja realnost, daleč od tega. Možgani v delčku sekunde, in ko rečem delček sekunde, pomeni nekaj tisočink sekunde, postavijo več hipotez o realnosti, o posamezni informaciji, o posameznem fotonu, ki ga lahko zaznajo. In testirajo tiste hipoteze, ki so najbolj verjetne. Temu rečemo predictive coding. Se pravi, možgani zaznavajo, razumejo realnost tako, da, če lahko tako rečem, od spodaj prihajajo držljaji, fotoni na primer, od zgoraj pa možgani postavljajo hipoteze in potem konstruirajo na podlagi testiranja hipotez to, kar imenujemo realnost. In evolucijsko to počnejo že zelo dolgo časa. Roboti se bodo pa tega šele nekoč naučili. In mi jih bomo naučili, kako se to dela. Ko bomo dovolj dobro razumeli delovanje možganov, bomo lahko naučili računalnik, umetno inteligenco, da bo počela enako. Zakaj? Zato, ker mora početi enako. Ker je realnost sama tako narejena, da, če lahko malo poenostavim, potrebuje množico hipotez in nenehno preverjanje hipotez. Realnost sama je tako narejena, v nekem smislu, ampak to bi nas res odpeljala daleč, je nedoločena. To ne pomeni, da je ne moramo spoznati. To samo pomeni, da moramo uporabljati določene procedure, da nam uspe v nekem trenutku reči, mislimo, da je realnost, ali pa ta košček realnosti, tak in tak. In potem preverjamo naprej. Torej, naši možgani se obnašajo inteligentno in spoznavajo, da je realnost sama narejena inteligentno. In računalniki ne bodo mogli ugotoviti nič drugega, da delujejo inteligentno v realnosti, ki je že inteligentno strukturirana. In ko bodo to znali, v večji meri, ko znajo zdaj še ne znajo razmišljati, preračunavanje kombinacij ni razmišljati. Računalniki ne razumejo, da igrajo poker. Uporabljajo algoritmi, vse jih ne uporabljajo, algoritmi se uporabljajo, ker smo mi tako naredili. Oziroma, do določene mere smo tudi že na tem, da znajo uporabljati algoritme, na podlagi katerih tvorijo nove algoritme. O tem se pa ravno kar govori. Postavljajo hipoteze. Zelo preprosto, zelo enostavno, tako naprej, zelo enostavnih okoljih, zelo predvidljivih okoljih, zelo linearnih okoljih, pa vendar. Ampak pravi, nadaljevanje bo pripeljalo do tega, da se bodo prej ali slej soočili s problemom, s katerim se je recimo Freud, se je tudi Aristotel, pa Lacan, zdaj smo pri Lacanu. In to je teža realnega. Prosim. Tudi sem še eno pod vprašanje na tole postavil, ko ste govorili o realnosti.
je ta lastnost, da je potrebno za spoznavanje realnosti postavljati hipoteze, res lastnost realnosti ali je to bolj lastnost človeka, kot mislečega bitja, ali njene relacije mogoče. Mogoče lahko to tudi kdaj drugič razdelate malo, ampak Zaenkrat vsaj to moramo reči, da je človek del realnosti, se ni izuzeti z njim, da so možgani del realnosti, oziroma možgani, ki so v vaši glavi, so izdelek vsaj 2,5 milijona let trajajoče evolucije. Najmanj, v resnici so več. 2,5 milijona evolucija nenehno preverja določene hipoteze in če bi šli še nazaj, veste, tudi bakterije se obnašajo inteligentno. Vsako živo bitje se obnaša inteligentno. In bakterija se najverjetneje ne zaveda svojega inteligentnega početja, tako kot se recimo jaz ali pa vi zdaj. To kar lahko domnevamo, lahko tudi dokažemo. Okay? In seveda to nam že omogoča, malo na hitro rečeno sicer, sklep, da se vsaj v določeni meri evolucija ne moti. Nemogoče je, da bi se 2,5 milijona let sistematično glede nečesa motila. Evolucijo v tem smislu razumemo kot neskončno množico preverjanj hipotez. In ko rečem neskončno, dejansko mislim neskončno. In izločanje tistih, recimo, to je dober argument, hipoteze, ki niso prestale evolucijskih testov, ki niso prestale množice evolucijskih testov, so najverjetneje slabe. Se pravi, evolucija že selekcionira sama od sebe, če lahko tako rečem, tiste hipoteze, ki so najverjetneje inherentne sami realnosti. Se pravi, njih ugradila v realnost. Zato bi bilo prekratko reči, ja, mogoče to sami ljudje počnejo. Sej, ko se vidva zdaj pogovarjava, pomemben je, na primer, podatek, da najini možgani počnejo tako veliko procesov, zdaj, ko se tole pogovarjava, da se zavest v najboljšem primeru zaveda približno 0,01, se pravi 0,01% tega, kar se v možganih dogaja. Kar pomeni, da mi dva, pravzaprav kot človeka, delava bolj malo. Možgani delajo sami od sebe. Prekratko je reči, ja, to človek. Ne, možgani to delajo. Možgani so del realnosti in to nam dopušča sklep, da realnost prek možganov procesira sama sebe oziroma proizvaja to, kar imenujemo razumevanje, vednost in tako naprej. Torej, ni to unikatna lastnost ali pa značilnost človeka. Torej, teža realnega. Ne teža realnosti, ker realno ni realnost. Teža realnega. In rekel sem, da bi se temu približali, si preberimo omenjena dela, omenjeni deli, recimo najmanj, dela, še svojega štejemo zraven. In nakratko se zadržimo pri ideji dobrega, s katero se Aristotel na veliko ukvarja v nikomahovi etiki. In verjame, Imel še vprašanje, treba biti na novo temo, da razpomnem. Vem to, da možgani procesirajo zavedno samo en zelo majhen del. Mi pa v bistvu poskušamo ravno preko zavednega, tudi danes tudi recimo, prepoznati to realnost kot takšno. Koliko ocenjujete, da smo z orodjem, ki ga uporabljamo, omejeni v možnosti prepoznavanja te realnosti, če že sama zajema toliko mali del procesiranja naših možganov? Mogoče je temeljna zmožnost zavesti, da se uči prek recimo možganov, ki jih lahko raziskuje. Torej, ne prek druge zavesti, prek možganov. Raziskujemo možgane, vidimo, kako delujejo, priklopimo jih na najrazličnejše naprave, simuliramo njihovo delovanje s superračunalniki in prepoznavamo algoritme.
Algoritmi imajo to izjemno značilnost, zaradi katere se na primer številni fiziki, matematiki sprašujejo, kako je to mogoče, ali pa zakaj je tako, da so izjemno zanesljivi. Izjemno zanesljivi so. Algoritem, ki ga odkrijete danes, ali pa ki ga zapišete, bo zelo verjetno deloval tudi jutri. In če deluje na enih možganih, zelo verjetno deluje tudi na drugih. O tem je bilo narejenih in je narejenih, kakor hočete raziskavo. Da govorimo o določeni zanesljivosti. In torej zavest, ne možgani, zavest se uči. Ko recimo dojamete nek algoritem, naprimer, ko dojamete, ko razumete, ko zavest razume, kako to možgani počnejo že od pamti veka, sami od sebe. Naprimer, kako ločijo šum, oziroma kako izločijo informacije iz šuma, kako to naredijo. In kako naredijo na ustrezen način. To vemo iz evolucije, ker če tega ne bi počeli na ustrezen način, ne bi bilo nas tukaj, ker živa bitja, ki so bila nosilci teh možganov pred to, tudi ne bi preživela. Torej govorimo o neki zanesljivosti, o neki prediktivni veljavnosti, napovedni veljavnosti. In zavest se tega uči. In lepota tega pa je, da ko zavest, to, kar možgani sicer počnejo sami od sebe, dojame, ko zares dojame, ne gre za poceni ugotovitev, zdaj pa lahko to spreminja. Ne, matematičnih algoritmov ne spreminjate, ker jih ni treba spreminjati. Možgani bodo še naprej delovali, ker zelo dobro delujejo. So izjemna mašina, ki deluje zelo dobro. Ne treba več spreminjati. Tisto, kar pa lahko spreminjamo, niso možgani, ampak zavest. Kako? Tako, da poskušamo, zato tudi govorimo med drugim o etiki, taka spoznanja vnašati v sedanje življenje. Naprimer, sorazmerno, preprosto spoznanje, da ne obstajata dve enaki nevronski mreži, govorimo o istih nevronskih mrežah pri različnih ljudeh. Ne obstajata dve popolnoma enaki. Pa vendar, vse nevronske mreže, o katerih govorimo, zato izberemo neko in imamo X pri različnih ljudeh, delujejo po enakih matematičnih algoritmih, ampak ne dajejo enakih rezultatov. Kar preprosto po domače pomeni, da ljudje ne zaznavamo popolnoma enako sveta okrog sebe, se pravi, da ne vidimo istega objekta popolnoma enako. In da ne moremo, je pomembno, ne moremo popolnoma enako razumeti, kaj se dogaja s tem objektom, ko o njem razmišljamo. Ne moremo se popolnoma poenotiti. To je preprosto spoznanje, s katerimi naši možgani nimajo nobenih posebnih težav. Ima jih pa naša zavest. Če bi zdaj mutatis mutandis preskočil. Odkot, naprimer, ne samo družbeni totalitarizmi, fašizem, podobno, kaj podobno, nacizem, ki so poskusi totaliziranja družbenega prostora. Poskusi, da bi zelo različni ljudje mislili zelo podobno ali pa zelo enako. Odkot ti poskusi in zakaj? Oziroma, mogoče malo naivno rečeno, če bi upoštevali to zelo preprosto neuroznanstveno, mogoče neurofizikalno spoznanje, ki sem ga omenil, če bi ga res lahko upoštevali v vsakdanjem življenju. Kaj bi se zgodilo? Če bi ga zares, veliko ljudi, postali bi veliko bolj strpni. Drug do drugega. Ker bi ves čas upoštevali to, kar naši možgani že vedo. Da ne moramo zaznati sveta na enak način.
odpadal bi velik del medsebojnih prepirov, tako je, kot sem jaz rekel. Prepirov, konfliktov, sporov, pretepov. So zelo preproste zadeve, če dobro premislite. Bili bi veliko bolj strpni. Aha, ti zaznavaš drugače kot jaz. Ja, itak, sej drugače ne more biti. Aha, a se lahko o tem kaj pogovoriva še lahko kakšno rečeva, z zavestjo, pazite, z zavestjo, da dlje, ko se bova pogovarjala, večja je verjetnost, da bova šla še bolj narazen. Više, ko gremo na taksonomskih ravneh, kognitivnih ravneh, više, ko gremo, delamo analize, sinteze, uporabljamo algoritme in postavljamo hipoteze, bolj pravzaprav gremo narazen. Uporabljamo različne koncepte, različne ideje, pripadamo različnim šolam, uporabljamo različne avtorje, beremo različne knjige in podobno. Pa vendar bi bili lahko veliko bolj strpni. Ljudje pogosto ravno niso strpni. Niso strpni in številni ljudje so sveto prepričani, da imajo glede nečesa popolnoma prav in da se nekdo, ki se z njimi ne strinja, moti. Pa ne gre za očeta, ki tako vzgaja svojega sina, ne gre za učitelje, ki polnijo glavo svojim študentom, ali pa za direktorje, ki zahtevajo od delavcev, ali pa za unga na prižnici, ki tam Francem ne morejo vsi biti tiho. Sam pomislite. Pa sledi to razmišljanje iz zelo preprostega objektivnega spoznanja, kako delujejo naši možgani od pameti veka. Naša zavest je pravzaprav a fraction, je delček tega, kar počnejo možgani. Majhen delček. In lahko se uči, je sposobna. Naši možgani se sami učijo. Nenehno se razvijajo, popolnjujejo, se učijo že 2 milijona let z našo zavestjo, ali pa brez nje. Se bakterije tudi. In zaradi tega bomo imeli v bližnji prihodnosti ljudje velike probleme, ker tako hitro mutirajo, ker jih pravzaprav mi silimo z antibiotiki, da so vedno bolj rezistentne. Ker se učijo. Na nek način, seveda, ni tisto zavestno, gremo v šolo, dajmo se naučiti, kako se antibiotikom izognemo. Ne, pač prek mutacij hitreje mutirajo, kot mi proizvajamo antibiotike. Mi se počasneje učimo, kako se bakterije spreminjajo, kot same bakterije, ki se učijo, kako se spreminjati, če jih bi personificirali. Prosim, koliko časa smo potrebovali, da smo dešifrirali, pa še to vprašanje, če smo ga čisto do konca, delovanje enega samega butastega virusa, ki se imenuje HIV. 35 let. Pa še zdaj ne vemo čisto natančno, kako za Boga to naredi in kar naredi. Da je zaradi tega umrlo že na desetine milijonov ljudi po celem svetu in še vedno nimamo zdravila. Znamo ga sicer omejevati in bla, 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 ampak ne zna. Pa gre za en sam virus, ki deluje, to moramo priznati, ker bo bolj za nas, izjemno inteligentno. Če ga ocenjujete, če njegovo delovanje ocenjujete z vidika evolucije, kako preživeti, če ste virus. Pa to je genialno. Nič nimate, neko DNK, še proteinov nimate, ampak prisilite unga tam, da dela za vas. To. Pa nima nobene zavesti, najverjetneje nima. Ne? In to deluje pevajoči, ljudje pa cepajo ko muhe. Pa smo šli pri enem samem virusu, pa pri eni sami bakteriji. In v tem se spomnimo vseh tistih, ki so že zdavne nam povedali, če bo kdo preživel naslednjih, ne vem, toliko milijonov let, potem bodo gotovo bakterije in virusi. Za človeka pa vprašanje še bo. Če o tem razmislite, pridete do osupljivih spoznanj. Osupljivih. Se pravi, ampak moramo pa res, ne, če ne bomo nikamor prišli, moramo koni tem nazaj, teža realnega. Ne? Če samo pomislite v tej luči, o kateri zdaj govorimo, v tej perspektivi, o kateri zdaj govorimo, kako primitivne so, na primer, naše šole. Koliko po celem svetu? Milijonov otrok vsak dan mirno sedi in posluša tam nekoga
Tole je pa treba, pa uro si zapomnite, pa to je tam kot tako. Največ 3/4 tistega že zdavnaj ne drži. A on je še zmeraj online. Kako pravzaprav v nekem smislu, ki ga zdaj poskušam izolirati, počasi se učimo. Počasi. Sej se, ne? Kako počasi. Koliko problemov, ne naši možgani, možgani otrok nimajo problemov, dokler jih mi ne zatremo. Zavest ima problem. Zavest, ki je obremenjena s pričakovanji, s fantazmami, z imaginacijo, z domišljijo, pa še z mnogimi drugimi zadevami, ki je govoril Freud, z narcizmom, z egocentričnostjo, z občutki več vrednosti in samozavesti, je že vem, bla, 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 bla. Naša zavest je v bistvu ena sama nočna mora, ena sama težava. Čeprav je lahko tudi hvalno, se pa je zmožna učiti algoritmov, recimo, in to vnašati v vsakdanje življenje. In ustvarjati, zdaj se bodo roboti sami ustvarjati, ustvarjati recimo robote, ki se bodo učili od nas, ne od naše zavesti, recimo od naših možganov, od tega, kar je Freud že pred 100 leti na veliki zvon obešal, pa se zdi, da vedno bolj ljudje na to pozabljajo. In to je nezavedno. Če smo zdaj rekli, zavest je a fraction, vse ostalo je nezavedno. A bi lahko dal analogijo v tem smislu, kot imamo recimo genske materiale, ki se prenaša, nekaj mutacij, večina ostane. Nezavedno ostane, mutacije so pa v bistvu naša zavest. Kot neka zanimiva analogija povezave s tem, ker so mutacije še vedno bistveno manj kot tisti del, ki ostaja, in na ta način zavest vpliva na nezavedno in se tudi nezavedno nekako, bom rekel, spreminja. Dobro ostaja, slabo gre v stran kot stvar lokacije. Do določene mere bi se strinjal, ja. Do določene mere bi se, v mehnem delu pa ne. Namreč, če se zdaj bi, ampak zdaj samo nakazujem, kam bi lahko šli, ne bom, lahko bi. Če gremo 2300 let nazaj k Aristotelu, 2300 let in berete njegov Nikomahovo etiko. Dobro, izločite par neumnosti, ki so pač deliščina tistega časa, v katerem je Aristotel živel, tisto izločite, ampak to morate vsake knjige izločiti. Tudi čez 2300 let bo iz kakšnih knjig, ki zdaj visoko cenimo, treba kaj izločiti, kar je logično, pa stvari napredujejo, spoznavajo, tisto izločite, ok. Pa tisto, kar ostane v Nikomahovi etiki, 2300 let je staro, drži kot pribit. In se ne bo nič spremenilo. Tako kot v matematiki. Mnogi ljudje ne vejo, Aristotel, to je že zastarelo, kdo bo pa to bral, brez veze. On je takrat, določene stvari res so brez veze, teh je malo. Če znate izločiti, če znate brati natančno, tisto, kar pa stoji, naprimer ideja dobrega, ne morate ogovarjati. Ideja dobrega. Govorim o ideji dobrega. Govorim o tem, kako človekova zavest, posameznikova zavest, idejo dobrega živi v vsakdanjem življenju. Kako se lahko nauči, ker se mora, kako idejo dobrega živeti vsak dan, v interakcijah z drugimi ljudmi. Tega se lahko nauči. Ampak če bi se zdaj Aristotel tukaj namalal, pa bi mu na hitro predstavili, to je tako kot v mojem filmu Peti element, če se spomnite, na hitro gre skozi tak prerez človeške zgodovine in tako naprej, bi se zaglavo držal. Pa sem vam že pred 2300 let rekel tole, poglejte, tukaj piše, zakaj se tega niste držali? Ja, pač nismo. Kaj tazga bi rekel, zagotovo bi rekel. Tako da, preveč, če mene vprašate, preveč je smeti, preveč je nepotrebnih okraskov, ki nas obremenjujejo, ki obremenjujejo našo zavest. In v tem smislu je kar dobro rehabilitirati Freuda in reči, ja, prisluhnite nezavedno. Ki je strukturiran kot jezik, kot pravi tudi v tej knjigi Lacan, ki razmišlja, prisluhnite, zakaj ste toliko obremenjeni z zavestjo, s tistim delčkom, ki zna nekaj povedati, seveda zna, ampak med tem je vedno veliko tudi neumnosti in klišejev in propagande in oglasov in kar nekaj.
Ampak mi je veliko še vedno. Ja, to mi posluša. Če spremljate, zdaj malo pač takole delam iz leta, recimo, če berete Hannah Arendt, poročilo o jeruzalemskem procesu, se pravi o Eichmannu. Pridete tudi do osupljivih spoznanj. Eichmann pravi, jaz sem bral Kanta, jaz smo verjamem, da bi bral. Jaz sem bral njegovo kritiko praktičnega uma. In Eichmann reče, jaz sem dojel, kaj Kant zagovarja, ko govori o morali in etiki. In med drugim, in to dejansko ne piše Kant, ne piše še vse kaj drugega, pa Eichmann tega ni bral, ker je bral selektivno. Kant, zdaj se bomo pa približali temu teži realnega, je tako uvink, zamko. Kant se je vse življenje, živel 80 let, kar nima. Vse življenje se je zavedal problema, ki ga artikulira Lacan, ko uporabi, znajde sintagmo, teža realnega. Kako to pri Kantu izgleda? Kant je bil pripravljen verjeti, da se bi ljudje lahko obnašali drug do drugega tako, da bi progresivno, počasi napredovali k nekemu idealu, o katerem sem pravzaprav danes že spregovoril. To je tisti ideal, ki sem ga opisal kot fantazmo mnogih strokovnjakov in znanstvenikov, da bi lahko, recimo, moralne in etične zadrege reševali z algoritmi. Ko bomo imeli dovolj razvite računalnike, to sem že prej povedal. Bodo preračunali, bodo ugotovili, bla. In Kant je bil pripravljen verjeti, da, takole je rekel, in ni nepomembno, Kant je živel v času, ko se je zgodila francoska revolucija. Ni jo sicer doživel na svoji koži, ampak živel je v tistem času, to so zanemarljivi časi. In Kant razmišlja o francoski revoluciji. In reče, na prvi pogled se sicer zdi, da je to napredek, da je to fajn, da se je zgodila revolucija. Ljudje so se odprli, šli na cesto, obglavili so kralja, obglavili so njegovo soprogo, Marijo Antonieto, oziroma njeno. Njo so poskušali rešiti, če kaj poznate. Ona se je skušala izviti. Zdaj jaz nimam med s tem, ona se sem žena od drugega kralja. Se je skušala izviti, skušali so jo rešiti celo, dobila je pomagače, ampak so jo ujeli. In so jo potem snili glavo. Včerka, Marija Terezija je naša, presvetle. In pravi, zdi se, da je fajn revolucija, Kant, reče. Ampak dajmo pogledati, če je res. Kaj pa je pravzaprav prineslo? Enega gospodarja zamenjal drug, Napoleon. Kakšen napredek je to? Za Kanta ni kakršen. Prej smo tega gospodarja zamenjal drugega. Kakšen napredek je? Ni napredek. In zato je Kant ostro proti revolucijam. Revolucije nas nikakor ne pripeljejo. Kaj nam pa pol ostane? Ostane nam tole. Tlej Eichmann selektivno bral in nekaj dejansko Kant tudi o tem reče. Pravi, če hočemo živeti v urejenem svetu, in to je v našem najboljšem interesu, potem morajo ljudje, podložniki, ubogati suverena, cesarja, kralja, whatever. Kaj ti, pravi Kant, in s tem se seveda Eichmann strinja, na veliko. Ubogati treba, sem prenesel to v svoj svet, moj gospodar je Hitler je rekel tole, jaz sem podložnik, jaz ga moram ubogati, fajn, Kant, super! Hvala Bogu, da imamo Kanta, da je to rekel, jaz ga sam držim. In to tudi potem zagovarjam na sodišču. Kaj ste zdaj name navalili? Dajte Kanta raj na sodišče. Se on rekel, da poskušal se izviti, Eichmann.
Ja, samo da je Kant rekel še nekaj drugega. Kajti Kant se je zavedal nekega problema. Zavedal se je neke teže problema. In zavedal se je, da nima enostavne rešitve. Da ne obstaja algoritem, ne danes pa ne jutri, ki bi ta problem razrešil. Če se držiš tega, takole. Zato Kant pravi, ja, podložniki morajo ubogati gospodarja. Dolžnost gospodarja je, da skrbi za njihovo dobro. To je tam. Za njihovo dobro, za njihovo srečo, če hočete. In če bodo podložniki delali tisto, kar morajo, ubogali, gospodar bo delal tisto, kar mora, se pravi, delal bo v njihovo dobro, so vsi srečni. Ali se je to že kdaj v zgodovini išlo? V glavnem nikoli. Torej imamo problem. Seveda Kant ni bil naiven. Nekateri štejejo Kanta za prvega psihologa. Zakaj pa ne? Preden so obstajali psihologi, so obstajali antropologi in kot je znano, če to veste, Kant napiše knjigo o antropologiji, antropološko knjigo, antroposeč, človek. Pustimo detajle. Kant pravi, zdaj mačkar imamo te probleme, kaj ti ljudje so krvavi pod kožo, kar pomeni, to velja za hlapce, velja pa tudi za gospodarje. Z drugimi besedami, ker so krvavi pod kožo, bodo hlapci morda delali tisto, kar morajo, morda pa tudi ne bodo. Ali pa nekateri bodo, nekateri pa najverjetneje ne. Na to moramo računati. In enako velja za gospodarje. Ali, ker so tudi oni pod kožo krvavi, ali bodo res delali v dobro podložnikov, ali bodo morbiti zraven še malo delali v svoje dobro. Najverjetneje bodo. Torej imamo problem. Kako zdaj ta problem rešiti? In Kant pride na izjemno dobro idejo, to moramo priznati. In reče, revolucije niso dovoljene, ljudje se ne smejo upirati, ker morajo bogati, ostane samo še ena možnost. Ker pa imajo možgane in znajo misliti, naj mislijo. To je v bistvu stara ideja aristotelska, ni Kantova, stara ideja, Aristotelova, recimo, Platonova, predsokratiki in tako dalje. Fajn. Dajmo pogledati, kam pa pridemo po tej poti. Torej, od ljudi pričakujemo, da bodo razmišljali, kot reče Kant v odgovor na vprašanje, kaj je svetljenstvo, kolikor hočejo in o čemer hočejo, so popolnoma svobodni, oziroma ne samo, da so svobodni. Ljudje niso svobodni, da razmišljajo. To je njihova dolžnost. Zakaj je njihova dolžnost? Zato, ker če bodo ubogali gospodarja, ki je krval pod kožo, in bodo razmišljali, bodo lahko ugotovili, kje gospodar dela neumnosti, ki vleče take poteze, da niso v dobro vseh ljudi. Če ne bodo razmišljali, tega ne bodo pogruntali. Bodo samo slepi hlapci, ki bodo sledili, kot se reče, svojemu gospodarju v skupno nesrečo. Torej morajo misliti, ker je to za njihovo dobro. Pa tudi za dobro gospodarja, ki mora skrbeti za njihovo dobro. Če bodo razmišljali, to še ni zadosti, kaj ti gospodar mora zvedeti, o čem razmišljajo, da bo lahko svoje napake, neumnosti in tako naprej popravil. Torej mu morajo povedati. Hlapci se torej ne upirajo svojim gospodarjem in Kant reče na lušten stavek, metafiziki morale je tak lep stavek, se piše, pravi, hlapci, naravni ljudje, vsi smo pravzaprav v teh vlogah hlapcev, morajo vljudno in spoštljivo povedati gospodarju, kje ga lomi. Ne smejo se upirati, ne smejo protestirati, ne smejo upiti na njega, ne smejo ga v glave odsekati, ampak morajo vljudno in spoštljivo mu povedati, dragi naš gospodar, kralj, cesar, whatever, temle pa temle, si naredil neumnost. To je njihova naloga. Ne, da so tiho, pa da tiho prenašajo, pa si mislijo za vogalo. Ne, morajo povedati. Kar je velik zalogaj. Vendar, Kant, kot rečeno, ni naiven in se vpraša,
ali bodo gospodarji poslušali hlapce in bodo rekli, fajn, da ste nam prišli povedati, super, bom jaz takoj popravil svoje neumnosti in svoje napake, dobro, da ste me razsvetlili, takoj jutri, first thing in the morning, bom že jaz to popravil, ker sem jaz tukaj zato, da delam v vaše dobro. Ali bodo to naredili? Najverjetneje ne. Kako to vemo? Vemo iz zgodovine, da praviloma niso, vemo tudi iz vsakdanjega življenja. Probajte spoštljivo in vljudno, kot pravi Kant, ne vladar, prvemu sosedu ali pa prvemu človeku. Tako, dvigam otroka, pa tam ne sem po tehnem premisliku, ko sem naredil vse analize, tako kot je svetoval Aristotel, pa še pol Kant in tako naprej, sem ugotovil, da je tisto prav, ne se je. Vaše reakcije vse povedo, ne bo se, najverjetneje se ne bo šlo. Tako zelo krvavi smo pod kožo. Možgani nimajo s tem problema. Nimajo. Če vi sprogramirate, recimo v virtualnem svetu, s enim superračunalnikom, nevroni sledijo. So dovolj plastični, če ne gre tako, prav, gre pa tja, v redu. Naša zavest ima problem. Pa to ni v redu, kar sem mi zdaj povedal, pa jaz sem prizadet, pa užaljen, pa zrce mi tle zdaj narobe kuca, pa da bo še infarkt, pa moramo se poslušati. Torej, najverjetneje ne bo šlo. Kar je osupljivo. Govorimo o rabi uma, kot bi rekel Kant, govorimo o spoštljivem in prijaznem odnosu do svojega sotrpina, govorimo o inteligenci, ker če smo dobro premislili, to, kar zdaj pripovedujemo, so naši sklepi najverjetneje inteligentni, če smo dobro premislili. So inteligentni. In ko povemo nekaj inteligentnega drugemu človeku, bi smeli upravičeno pričakovati, da bo drugi človek to inteligentno poročilo sprejel. Zakaj ga? Največkrat ne. Do zdaj smo zadevo lepo pripeljali na rob tega, kar imenuje Lacan, teža realnega. In zdaj že lahko ponudimo kar dober odgovor, zakaj praviloma ljudje tega ne sprejmejo in zakaj, kot sem rekel čisto na začetku, potrebujemo posebno situacijo, poseben kraj in poseben tip medsebojnih odnosov, da pa ljudje morda počasi pa vendarle sprejmejo to, kar je Kant predlagal. In moramo se tudi strinjati, da to, kar Kant predlaga, da ni slabo. Prav gotovo, da to ni slabo. Se pravi, revolucije. Ne, upiram se, tudi ne bomo zmerjali, protestirali z vilami na bale in tako naprej. Ne bomo, zlahka to sprejmemo, mogoče pa res ni to dobro. Razmišljali, to pa bomo. Oziroma, naši možgani to itak že počnejo. Nič posebnega ni treba narediti. Ker za revolucijo rabite ogromno časa, napora in ljudi. Za razmišljanje ne rabite nič, ker možgani to itak že počnejo. Čeprav, v bistvu morate nekaj narediti na svoji zavesti. Veste, ko ljudje danes govorijo delo na sebi in tako naprej, to meni nekaj dosti prepriča. Delo na zavesti. To se mi zdi pa, da je kar koristno. Treba je nekaj s to zavestjo narediti. Čeprav se zdi, da ljudje tudi večkrat danes raje tekajo okrog, pa se kondicijo nabirajo, pa dvigujejo teži in tako naprej. Na zavesti delajo pa tako. Saj tudi delajo, gotovo, da bi to dela, se jaz ne rečem. Lažje je dvigovati teži. Zanimiv paradoks, ne? Zapravo je težko dvigovati, z vidika zavesti je to lažje početi, kot delati na zavesti. Torej moramo se strinjati, da je ta ideja vsaj dobra, da je vredna razmisleka, Kantova ideja, iz metafizike morale. Lahko pa potem nadaljujemo. Kot sem že prej rekel, Aristotela fascinira ideja dobrega, ker smo ljudje odvisni drug od drugega, živimo skupaj in še naprej bomo živeli skupaj, je dobro premisliti idejo dobrega.
kako to narediti, zbravi živeti skupaj, da nam bo dobro. Dobro, ni nujno, da bomo ravno srečni, ampak dajmo se zadovoljiti vsaj z nekim minimalnim pričakovanjem, to je, da nam bo vsaj dobro. In kaj to pomeni? Zdaj pa poglejmo, kaj o tem reče Freud. Freud tudi bere Aristotela, celo kot zdravnik ima ta privilegij, da v določenem času posluša velikega Franca Brentana, velikega filozofa, ki predava Aristotela. Predstavljate si danes, da kakšen zdravnik gre poslušati. Sej nekakšen vrvit tudi je. Takle kakšen zdravnik. No, da gre poslušati Aristotela, recimo. Freud je šel, poslušal. In se tudi veliko ukvarjal za idejo dobrega. Celo za idejo vrhovno dobrega. Najvišje dobrega. Kaj bi to lahko bilo? Zdaj pa ima pred seboj vsak dan na kavču pacijente. Freud. Glavno so pacijentke, vse to ne spremenili. So pacijentke in, kot sem že na začetku povedal, treba je spregovoriti o neki izkušnji, ki je hkrati izkušnja samega Freuda, kot analitika, in je izkušnja pacijentov oziroma pacijentov. To je vznemirljivo popotovanje. To je vznemirljivo popotovanje, če sledite recimo Freudu tam po letu 1886, ko se rodi, ko se rojeva psihoanaliza. To je vznemirljivo potovanje. V končni je Freud podrobno opiše tudi te izkušnje, zelo podrobno. Zelo podrobno. Tega je veliko. In ko smo to prebrali, lahko strnemo zgodbo o tej izkušnji. Prvič, pacient pride v analizo in tako kot v vsakdanjem življenju, kot je navajen, nekaj pričakuje. Pričakuje, da bo analitik Freud storil v analitičnem procesu nekaj takega, da bo manj trpel. Kajti pacient vselej pride v analizo, ker trpi. Ne pride, če ne trpi. Nima tam kaj početi. Ker mi to že njegova zavest reče, zakaj pa so te meni v redu? Fajn, če dobro živim. Zaradi tega nekaj priženega trpljenja. In seveda upravičeno pričakuje, da ga bo po nekem procesu manj kot ga na začetku. To je logično. O tem ni mogoče dvomiti. In Freud reče, v redu, bomo to tudi naredili. Z drugimi besedami, ker Freud bere Aristotela, pravi, čeprav tega ne izreče, tole, lahko ga parafrazira. Freud se odnaša do pacijenta na dva temeljna načina. Na dva. Prvič, vašega trpljenja bo čez čas zares manj pod enim pogojem. Če boste povedali vse, kar vam pride na misel. Na kaj s tem Freud štarta? Freud ve, ker je nevrolog, da je zavest samo delček vsega, kar se dogaja v življenju. On s tem reče, če bo analitični proces dovolj dolgo časa potekal, bo iz nezavednega prišlo ogromno gradiva, če lahko rečem, misli, idej, spoznanj, izkušenj, spominov in tako naprej, v zavest. On to ve. Pacient tega ne ve. Ker ni toliko izobražen še, sploh se pa psihoanaliza komaj dojeva. Torej, pod enim pogojem bi lahko rekli, Freud parafrazira ne samo Aristotela, ampak tudi Kanta. Vi samo razmišljajte, kolikor hočete in o čemer hočete.
In povejte to na glas. In pacient uboga. To je supljivo. To je Kant na delu. Pacient uboga svojega gospodarja. Ki skrbi, če še malo nadaljujem z Kantom, za pacientovo dobro. On ve, da bo na koncu trpljenja manj, kot ga je na začetku, pod tem pogojem. To je prvi pogoj. To je pa še eden. Freud reče pacientu še nekaj. Čez čas boste trčili ob nekaj. Trčili boste v neko čer, ki se ji v življenju, v vsakdanjem življenju, v glavnem izmikate, oziroma tudi če pridete tako daleč, da naletite na to čer, ne veste, kaj s tem narediti. In se potem raje umaknete, ker je strah, ker se groza, ker se počutite neadekvatno, skratka, umaknete se, ali pa vam kdo da kakšen nasvet, pa reče, ok, gremo. Torej, izogibate se ji. V analizi bo pa ravno obratno. Temu se ne boste smeli izogniti, ker analiza to terja. To sta dva pogoja. Zgodilo se bo torej dvoje, kar se v vsakdanjem življenju ne zgodi nikoli. Nikoli ne srečate človeka, ki bi vam rekel, ja, ti kar govori za mene. Ne srečate ga. Ki bi si vzel toliko časa, kar pomeni lahko tudi več let, vsak teden enkrat, več let. Ga ni, ga ne srečate. In drugič, ko vas bo najbolj mikalo, da bi se umaknili, torej, ko vas bo najbolj groza, bo treba najbolj ustrajati. Ker analiza to terja, da ustrajate. Nobenega umika ni. In Freud temu to imenuje osvobajajoča resnica. Če v vsakdanjem življenju pogosto se skušamo izmakniti resnici, ker je preveč traumatična, ker je preveč grozna, bi nas preveč vznemirila in podobno, v analizi to ne velja in ne pride v poštevo. In ta sintagma je tudi dobra, osvobajajoča resnica. Resnica ni samo tisto, kar boli, kot pravi pregovor, ampak je tudi tisto, kar osvobaja. Pa zdaj se osvobaja. Osvobaja od česa. Freud ve, da pacient trpi in da to ni enostavno. Ni enostavno živeti s trpljenjem, pa če še tako majhno. Ni enostavno. Mogoče se da, ampak enostavno pa zagotovo ni. Sploh pa dolgoročno. 10 let, 20 let, 15, 25 let. Ni enostavno. In pravzaprav zakaj bi človek trpel, če pa ni treba, če obstaja možnost, da se tega trpljenja znebi. To je etično vprašanje. In hkrati Freud ve, da pacient, ker je pač krval pod kožo, kot smo prej rekli, s Kantom, ve, da se bo temu upiral. To ve, to Freud pričakuje. In zato tudi ve, da mora analiza trajati, ker bo treba te odpore, proteste, ali pa poskuse izmikanja čim preseči, ker bo premagati. Ampak to še ni vse. Freud ve še nekaj. Ve namreč, da je daleč najtežja preizkušnja, pred katero se bo znašel pacient in pred katero bi se lahko znašel kdorkoli v vsakdanjem življenju. Tista, ki jo leta 1895 poimenuje imaginarni scenarij. Če hočemo govoriti o osvobajajoči izkušnji resnice, potem govorimo o odpovedovanju. Pacient, na primer, se mora, da bi bila ta izkušnja zares osvobajajoča, nečemu odpovedati. In to pa tisto, kar je daleč najtežje narediti. Pacient se bo moral odpovedati svojim imaginarnim scenarijem, ki
niso nič drugega kot množica načinov njegovega razumevanja, zaznavanja in pojasnjevanja sveta. Ali pa, če hočete, njegova ali pa njena resnica. Ljudje to radi rečejo, ja, moja resnica pa taka. Freud ve, da to ni resnica, praviloma ni resnica, ampak je imaginarij. In ta imaginarij je tako sestavni del človekove eksistence, da se mu človek zlepa ni pripravljen odpovedati. Izkušnja, o kateri govorim, izkušnja. Ne pozabimo, danes govorimo samo o enem lokalnem konceptu, je teža realnega. Izkušnja, o kateri govorim, ki čaka pacienta v analizi, je izjemno težka. Analiza ni lahkoten sprehod od več trpljenja k manj trpljenja. Taki lahkotni sprehodi so možni recimo v psihiatriji. Tam so možni. Pridete, dobite 3 tablete in greste domov. Čez pol leta na kontrolo. Pa dobite pa še 3. Ne, mesec že itak morate skozi jedno. Pa dobite pa 3 nove. Prej so bile rdeče, zdaj so pomogli. In če ene tablete naprimejo, psihiatr reče, a ja, ups, nič hudega, bomo dali pa drugo kombinacijo. Dajmo še malo s tem probati. V analizi nič ne probavamo. Analiza je v nekem smislu natanko tako kot matematični algoritem. Je proces, ki ima natanko določene faze. V nekem smislu, v tem, kar govorim, je psihoanaliza ni blizu samo filozofiji, ampak je pravzaprav blizu matematiki. Je blizu matematiki. Vse, kar se bo zgodilo po nujnosti. Po nujnosti. Vnaprej vedi, da se bo zgodilo. In ta izkušnja, o kateri govorim, je izjemno zahtevna. Zakaj? Najprej zato, ker ljudje smo spontano prepričani. Tako smo se vzgojili, tako smo rasli leta in leta, tako smo se vedno znova prepričali, da je realnost v glavnem to, kar zaznavamo okrog sebe. In v veliki meri imamo prav. Imamo prav. Mi smo zdaj res v knjižnici. Če bi kdo mislil, da smo zdaj kje drugje, bi imel resne težave. Ker je z lahkoto mogoče dokazati, da smo v knjižnici, ne pa na jahti. Nekje, ne pravi. In to je fajn, in to je v redu. In zato je poskrbela že evolucija in naši možgani tako delujejo in tem nobenih težav. Samo vprašanje pa je, zakaj pa pacient trpi? Odkot trpljenje? Živi skladno z realnostjo, realnost taka, kakršna je, počne to, kar je treba početi, da bo preživel in podobno. Zakaj trpi? Ali živali tudi trpijo? Ne. Ne trpijo. Tudi če so premagane v kakšnem spopadu za samico ali pa kaj podobnega, pa ne morejo po hierarhiji splezati gor do alfa samca, to ni trpljenje, kot je tisto, o katerem govorimo pri človeku. V tem smislu, katerih ne govorimo, samo ljudje trpijo. Živali, ki čutijo bolečino, so pod stresom in tako naprej, niso pa pod takim stresom kot človek. Trpi, človek trpi, kar pomeni, da nekaj v njegovem življenju ne gre tako, kot bi moralo. Nekaj se zatika, nekaj se sistematično zatika. Kaj bi to bilo? In obstaja hrbtna plat te izkušnje, ki jo ima človek lahko vsak dan. In pacient jo ima, ker trpi vsak dan. Ko trpite bolj ali manj vsak dan. Pa enkrat več, enkrat manj, mogoče kakšen dan celo imate občutek, da je v redu, da ne. Objektivno še zmeraj trpite. Kaj pa je hrbtna stran te izkušnje, ki jo imate vsak dan? Ta je pa redka, v analizi, zgodi se enkrat. Hrbtna stran te izkušnje vsakodnevne pa je neka druga izkušnja.
In to je, formalno rečeno, da je mogoče živeti alternativo. Se pravi, da moj način življenja pozna alternativo. Jaz lahko živim tudi drugače. Jaz lahko mislim drugače. Lahko se obnašam drugače. Lahko počnem veliko stvari v svojem življenju drugače, pa če sem še tako trdno prepričan, da je moje najbolj pravilno in v redu in da je to v moji naravi in da luna na to vpliva in da ne vem koga. Pa če sem še tako prepričan. In tudi to Freud ve. In če zdaj mislite to skupaj. Teža realnega pomeni po eni strani to, kar se dogaja Kantu vse življenje. Ni mogoče spraviti naprimer, etičnega vedenja na en imenovalec in reči, algoritem X pravi, da je etično vedenje tole. Se ne da. Vedno je odgovor, kaj je etično, odprt. Tudi če boš naredil to in to in to in to. Tudi če se ti bo zdelo, da je edino pravilno tole in tole in tole. Tudi če boš razmišljal in sklepal in kalkuliral in preračunaval in vprašal vse računalnike tega sveta, kako se vesti, boš na koncu vsega tega, boš potegnil črto, ugotovil, in to je ugotovil Kant, ugotovil, da moraš narediti nekaj, ki ima poseben status. Nekaj pa pomeni, prvič, moral se boš odločiti, ali boš to sploh naredil. Ja, vsi algoritmi mi pravijo, da naredim X. Ampak to še ne pomeni, da tudi boš to naredil. Mogoče boš na koncu rekel, ja, ok, vem, da bi bilo to najbolj prav, ampak se mi ne da. Ali pa, ja, se vem, da bi bilo to najbolj prav, ampak ne danes. Itd. To je prva zadeva. In druga zadeva, tudi ko boš absolutno pripravljen, da boš potegnil potezo X, ko boš čutil, da jo želiš, da jo boš, da imaš dovolj moči, interesa, vsega, boš nekaj doživel. Govorimo o izkušnji. Algoritem ne more predvideti in opisati te izkušnje, ki te čaka. Kakšna pa je ta izkušnja? To ni izkušnja iz vrste izkušenj, ki jih že imaš. To je nova izkušnja, ki je absolutno nepredvidljiva. Ne moreš vedeti, kakšna je, dokler je ne narediš. In to je nekaj novega. In zaradi tega človek čuti težo realnega kot nemogočega. Realno v Lacanovi terminologiji je nekaj nemogočega. Nekaj, česar ne morete opisati, nekaj, česar ne morete narisati, nekaj, česar ne morete spremeniti v nobeno simbolno strukturo, ker je nima. Realno nima nobene strukture. Realno ustraja na svojem mestu, lahko se ga predstavljate kot svoj vrstni monolit. Ali pa zaradi kot črno luknjo. Te metafore so lahko bolj ali manj primerne, tega se zavedam. Pomembno je, da realno nima strukture. In to, kar človek čuti kot težo realnega, je, da ga je pred realnim absolutno grozno. In ne obstaja način, ki bi ga, ko se znajde pred to odločitvijo, lahko varno popeljal, ne vem, ali mimo, ali pa direkt v realno. Lacan govori v etiki psihoanalize o posegu v realno. Izkušnja, o kateri danes govorim, je poseg, se pravi, je izkušnja, je izkustvo, je to, kar doživim, ko posežem v realno. Zgodovina premore veliko zapisov
takih izkušenj. Veliko jih premore. Mi smo o enem že govorili, govorili smo o Antigoni. Človek je torej bitje, ki lahko ravno kot simbolno vstopi v nekaj, kar je sicer nemogoče, kar je navidezno seveda popolnoma nesmiselno, paradoks. To izključuje. Kako lahko vstopim v nekaj, kar je nemogoče? Ravno v tem smislu. Lahko vstopiš v nekaj, kar je nemogoče in ustvariš v tem nemogočem nekaj novega oziroma nekaj, kar je mogoče. Na kratko, Antigona, zato tudi v enem seminarju Lacan posveti precej časa Antigoni. Antigona svojo potezo ustraja, da je treba poleg brata pokopati, ustraja strogo vzeto v realno. V nečem, zato tudi ljudje okrog nje, recimo Kreon, vidijo to kot popolnoma nemogoče početje. Zato je prvi odziv ljudi okrog Antigone, ti si nora, to je čisto nemogoče. Kar ti hočeš. Ampak Antigona ustraja, čeprav za to plača visoko ceno in dokaže, da je mogoče. Mogoče je poseči v realno in ustvariti nekaj popolnoma novega, nekaj, česar ni ustvaril pred vami še nihče. S tem ljudje, posamezniki, odprejo novo simbolno polje. To pomeni ne strogo simbolno polje v realne, ker med simbolnim in realnim mora biti distanca. To smo že povedali. Ampak v nekem smislu se simbolno, realno na nov način odmakne od simbolnega. Zato in ta izkušnja ljudem omogoča, da za nazaj razumejo, kar je nekdo naredil, čeprav je bilo takrat, ko je to naredil, to videti popolnoma nerazumno in nemogoče. Za nazaj imamo pa lahko recimo tako predavanje, rečemo, ja, to, kar je Antigona naredila, kar razumem, je kar jasno. Mi se dosti držimo za glavo, saj ponovati je tako, se ne držimo za glavo, pa kva je bilo, pa treba to, mi je ta čisto nora ta Antigona, zakaj pa to poče? Ampak rečemo, tole nam pa daje misel. Torej, teža realnega je tisto, kar je najtežje prenesti v analizi, ampak natanko zaradi teže realnega je možna osvobajajoča izkušnja resnice. Zato tudi, naprimer, Lacan večkrat reče in reče za njim, da ima resnica status realnega. Lahko poveste kakšen primer tega realnega, v moči s filmom ali pa... Če pa ura, če mi lahko zelo naselimo. Zmeraj se spomnimo glih takrat, ko je že skoraj prepozen, ampak primer, ki vam ga sicer ne moram pokazati, katerega imam s sabo. Primer je iz serije, ki sem jo že omenil, in to vam res priporočam v ogled. To je The Walking Dead. Živi mrtvici. Ne vas ne zavede, da so zombi. So samo kraski. To ni toliko pomembno, da so tam zombi. Sploh predstavljate se, to so statista, ki so oblečeni, naširjeni. Naj vas to ne odvrne, prosim. The Walking Dead je treba gledati. No in recimo primer, ki ponazarja povedano, je tale. Znajdete se v svetu, v katerem so okrog vas sami zombi. Pojma nimate, zakaj so tam, lahko jih celo prepoznate kot svoje sosede, ljudje, znance, kolege, ki ste jih prepoznali, ko so bili še živi, in zdaj vandrajo po svetu in vas, seveda, če vas ne zaznajo, vas hočejo uničiti. Oziroma, uničiti. Hranijo se z ljudmi. Ne? Če jih zavohajo, zaznajo, tako naprej, pridejo in potem pač grizajo in praskajo in si hranijo se vse. Zdaj si predstavljate si to situacijo. Vaš najboljši prijatelj
se nenadoma vam približuje kot zombi. To je izkušnja, ki se imenuje teža realnega. Na noben način ne morete tega zombija več prepoznati kot svojega prijatelja. Tudi če vaša zavest za hip, in to v tej seriji je to tudi prikazano, zlasti na začetku. Saj to je moj prijatelj, kako si, že dolgo se nisva videla, vam drugi del zavest pravi, ne, to ni več tvoj prijatelj, to je zombi. A se spomnite enega filma Ti vid zombi, ki igrata ti dva zelo znana angleška igralca? Aha, ja. Ko njegov prijatelj postane zombi, Točno. pa ga ima pa na verigah Na v verigah kleti. ga ima, doma ga ima. Ja, točno. Kako je pa pol to komentirali? Ja, to je parodija, ne. To je parodija. Ok, dajmo ga malo, ampak ko še zmeraj zombi. Zdaj govorimo o... Seveda ga imate lahko tudi doma. Se tudi v tej seriji nekateri se težko poslovijo od svojih bližnjih, ko se spreminjajo v zombije in jih imajo tudi privezane doma. Sam, seveda, zdaj ta človek, ta zombi je mrtev. To pomeni, da tudi počasi trohni, razpada. Zdaj, če hočete to doma imeti, ok, ampak prav dolg itak ne boste mogli, ker meso dol pada, trohni, ne, razpada truplo. To so trupla. Torej, a to želite imeti doma? Ok, no, ravno ne. Oziroma, prej ali slej je fajn, če spoznate, ok, pač človek je nika več, ne. No, to je ta izkušnja. Zgleda kot moj prijatelj, če je še čist svež, ne, recimo, da ni že čist razpadel, pa mu čreva vam gleda, recimo, da je še svež, ne. Recimo, ko človek umre, se spremeni v zombija čez, ne vem, 15 minut, ali pa čez 1 uro. Se zbudi, spet prej je mrtev bil, nekdo ga je pač se začupatil in se dvigne in zdaj je zombi. In takrat je še čist, lepo je oblečen, tako kot je bil prej, zgleda tako, vse je enako. Zdaj se vi srečate z njim in najprej mislite, to je moj prijatelj, potem pa vidite, ne, mojega prijatelja ni več, nekaj je izginilo. Zdaj, v realnem svetu je to izkušnja, ki jo imajo ljudje, ki spremljajo recimo svoje bližnje, ko umirajo, recimo za kakšno strašno boleznjo, kot je Alzheimer. Ko je človek živ in ti veš, da je to tvoja mati, ampak ta človek te več ne prepozna, ne odziva se na te in ti imaš tisti grozljiv občutek, da je to samo še telo. Čeprav človek, ne vem, še zmeraj te pogleda ali pa se odziva, še zmeraj rečeš, ok, človek je, še vedno je človek. In mi smo navajeni razmišljati, da je človek, ko rečemo človek, pomeni nekako telo plus še nekaj. To smo navajeni razmišljati. Nekaj, kar dela človeka živega. V tem primeru pa tega ne morete reči. Enostavno ne morete, tudi če želite, seveda želite. In prej ali slej dobite to izkušnjo, da je človek, čeprav je še živ, odšel. Da v tistih možganih tega človeka, kakoli že to je, vaša mati, brat, sestra, whatever, da ga pravzaprav ni več. Da je tam neka grozljiva praznina. No, to je realno. Ta grozljiva praznina, ki jo ne morete napolniti z nobeno vsebino. Sej mogoče je pa še zmerama, in vam en del zavesti pravi, lej, don't try, mislim, kakorkoli poskušaš, ni tako. Tam je zgolj in samo praznina. In do te praznine moramo imeti ljudje kot simbolna bitja distanco, zato imamo med drugim, naprimer, grobove. In pridemo na grob. Kaj je pravzaprav grob? Grob je simbolna struktura. Grob, nagrobnik, napis, ime in priimek osebe, ki je tam pokopana, ima simbolno strukturo. Ampak hkrati pa vemo, da spodaj pa ni nič. To bi bila ponazoritev, zelo živa ponazoritev tega razmerja med simbolnim in realnim. In teža realnega pomeni približevanje temu realnemu,
bolj ko se mu približujemo, večjo težo čutimo. In natanko zato, ker ima resnica status realnega, tudi resnica boli, kot ljudje spontano vedo. Ker kaj je tisto, kar zares boli? To, da nas tisto, karkoli že, kar nas v bistvu vrže iz naših vsakdanjih tirnic. Zaradi realnega ne moramo več živeti tako kot prej. Enostavno se ne da. Nekaj smo prisiljeni spremeniti v svojem življenju. Zdaj, ali to znamo, ali to zmoremo, naprej, to je prepuščeno vsakemu posamezniku, ampak analiza je pa v bistvu zgoščen proces, kjer se zgodi natanko isto. Zdaj je zgoščen, nadzorovan. Ampak, če pomislite zdaj, pa bomo pa morali verjetno nehati, kako je to elegantno povezano? Resnica osvobaja, izkušnja tega osvobajanja je sicer grozna, ampak, ko gremo skozi to izkušnjo, nenadoma vemo in čutimo, da lahko živimo drugače. Je to možno. Zdaj smo pa mi, jaz ne morem, pa ne gre, pa ne znam, pa moji geni, pa to je v moji naravi, pa mama je rekla, pa Luna me je, pa ne vem koga, se ne da. Po tej izkušnji pa rečemo, ja, zanimivo, da se tudi drugače. In v tem smislu je, lahko rehabilitiramo po eni strani Kanta. Ja, res ne rabimo revolucij in krvavega pobijanja po cestah in pa bojo novi generali gor prišli, pa bomo istem kot prej, ali pa še na slabšem, gledajte, kaj se zdaj dogaja v Egiptu in tako dalje. Ne velja pa tudi to, kar je Kant mislil. Počasi, progresivno, če bodo hlapci počeli to in gospodar, ono bomo napredovali. Ne bomo, ker smo kraj pod kožo. V resnici je alternativa tema obema fantazmama. Ena je revolucija, druga je postopno, počasi, v miru bomo prišli ne vem kam. Je ponudil Freud. Je nekrvava, analitična izkušnja je nekrvava, v nekem smislu torej, kot sem mu rekel, je grozna, hkrati se pa lahko zgodi v sorazmerno kratkem času in ni treba čakati neko oddaljeno prihodnost, ko se bo človeštvo počasi morda razvilo, da bo živelo v miru in podobno. In to je tisto, kar je fascinantno. In zato je potrebna etika. Etika je način razmišljanja, ki nam pove, ne kako razviti algoritem, da bomo naredili to, kar sem zdaj ravnokar opisal. Ampak je način, ki nam pove, da lahko priredimo situacijo, analitično situacijo, tako, da analitik odigra svojo vlogo, pacient odigra svojo vlogo, jo priredimo tako, da se bo ta izkušnja zgodila. Ne moramo jo izsiliti, ne moramo jo načrtovati, ne obstaja algoritem, kako bi morali vse narediti, da bo sledila, pa vendar vemo, da bo. Znotraj predvsem. Zakaj? Zato ne bodo poskrbeli algoritmi, ampak bosta poskrbela dva človeka. Eden je analitik, eden pa pacient. Držala se bosta pravil, vi sam govorite, jaz vam poslužil, pa kaj interpretiram tako, držala se bosta pravil, ampak ta izkušnja se bo pojavila kot bistveno drugotni učinek samega analitičnega procesa. In ta učinek je nepredvidljiv, lahko se zgodi jutri, lahko pojutrišnjem, ne vemo kdaj, vemo samo, da se bo. Oziroma, če se bomo vsi držali pravil, da se bomo prej ali slej približali realnemu. Zato, ker je struktura realnosti taka, da se je mogoče tem, kar imenujemo realno, tej praznini, tej grozljivosti, same realnosti, približati in vemo iz izkušenj, da ima to osobajajoče izkušnje. Ampak vsak človek bo to na svoji koži doživel malce drugače. Zdaj pa moramo nehati. Hvala. Prosim, ja še malce. Na tole. Potem človek v analizi, ali pa tudi, ko ste omenili Antigono, teži proti realnemu ali se ob njega spotakne na svoji poti? Dobesedno zaleti se, če v Boga Freuda. Drugače bi se mu pa najraje ognil. Zato Freud razvije kasneje koncept, ki ga imenuje negativna terapevtska reakcija.
In Freud je to seveda na začetku, ko še ni vedel, to začudi. Zdravi, on ugotavlja, da je pacient iz dneva v dan vse bolj zdrav, kot se temu reče, vse manj trpi, ampak bolj ko se analiza približuje koncu, bolj se zdi, da pacient noče, da bi se končala. In Freud je, za koga pa ne? Vse to je osvobojujoče in tako naprej. Natanko zaradi tega, ker se približuje temu, kar imenujemo teža realnega. Aha, ker pacientu je lahko do določene mere v analizi tudi udobno. Vsak teden prihaja, nekdo ga posluša, predstavljajte si, analitik ga posluša, kot ga nihče v življenju ni, mogoče ga njegova mati ni poslušala. Potrpežljivo ga posluša, vsako neumnost, ko jo bo bleknil, bo analitik mirno, rekel, sprejel, analiziral, nikoli ne bo na njega kričal, ne bo ga zmeril, ne bo vpil na njega, ne bo ga tepil, vedno bo tam, zanesljiv in tako dalje. In lahko do določene mere je to lahko udobno. Aha, fajn, pa še jaz sem vedno bolj zdrav, razrešujem travme iz otroštva, spoznavam, super, analiza, ni problema. Potem pa kar naenkrat, bang! Aha, zdaj bo pa treba iz analize ne bo več, analitika ne bo več, mislim, še vedno bo, ampak. Zdaj bom pa jaz moral nekaj v življenju narediti drugače kot prej, ker drugače analiza ni bila uspešna. Mogoče pa ne bi, zdaj bo še malo podaljšal, bo raj po enkrat. Ja, približuje se, ker ga analiza kot diskurs, lokalni ima to kot diskurs, analiza je pravzaprav mašina, ki ga tja potiska. Njegova zavest se pa upira. Ampak to je še tisti zadnji preizkus, ki ga mora prestati, oziroma oba ga morata prestati in pacient mora stopiti onkraj, pa če ga je še tako groza. Pa je možnost kakšna, da se pri človeku obrne, oziroma če to sploh logično možno, zveni kot paradoks, da se obrne njegov odnos do realnega. Se pravi, vi pravite, da se mu izogiba, a si lahko človek, ne vem, želi realnega. Oziroma, če si ali realno vedno po definiciji tisto, čemu se človek izogiba. V analizi ne, zato ker to je ta težnja, je patološka, se pravi, recimo, obstaja, kaj vem, recimo, ampak zdaj, to bi nam, če spremljate, recimo, Eichmanna, Eichmann je v določenem trenutku imel to izkušnjo. Tam, konferenca, Van Zee, in zdaj on, pobili bomo vse ljude, zdaj smo zračuli. Eichmannova izkušnja je bila tale. Njegova naloga med drugim je bila, pa seveda njegovih teh pribočnikov, da so skrbeli, naprimer, da je vlak v Auschwitz vozil po voznem redu. Važen je, da vlak pripelje ob 4, da je tam gor 5000 ljudi, ki jih bomo zakurali in bodo čez 2 uri goreli tam na nekem dvorišču in se bo kadilo. Vsi to smo sprejeli, to je naš projekt. In Eichmann ima to izkušnjo. In on lahko znori, recimo, na koga, na strojevodjo. Zamujaš 3 minute! Zakurali bomo 5000 ljudi. To ni pomembno. Pomembno je, ti zamujaš 3 minute. To ni v redu. Kaj pa v njih 5000, ki bomo zakurali? Zgubi ta grozljiv. In to je bilo tisto, kar je bilo najtežje razumeti za ljudi. Kako to lahko nekdo počne? Vse se nam upira. Nam se spontano upira. Ne zakuriti 5000 ljudi za Boga. Probajte v sosedu, vsakem tako. Avtomatično boste rekli, čakaj, mater. Ne, to pa ne, to se ne moram. Obstaja, ampak ta je skrajno patološka. Eichmann je skušal obrati v svoje nasprotje. Kaj sem pa jaz naredil? Glejte, berem Kanta, bil sem priden državljan, sprejel sem, kar mi je gospodar naročil, delali smo kot švicarska ura, če vas vi ne bi ustavili, bi mogoče celo že vse zakurali, tako pa še zmeraj jih tam par milijonov živi, ker ste nas... In Eichmann je, ta izkušnja je možna. In to je tisto, kar je najbolj grozljivo, da se to lahko ponovi. Kaj sem jaz naredil? Lahko prestopi in na nek način, na nek bizaren način hoče samo realno. Tudi psihotične izkušnje nekatere so take.
Psihopati, recimo, imajo, ko so delali intervjuje z njimi. Ne? Ja, pri ta prvem človeku, ko sem mu rezal vrat, pa ude, pa uno, pa tretje, pa prvo žensko sem jo posilil, tam se je še malo oglašala moja vest. A veste, ampak pri četrti razrežemo meso, tako kot mesar razreže uno svinjo, ali koga že, ne, drobec, vržemo v peč, zakurimo, dajmo pa naslednjo jutro, kjeno pa, dajmo eno blondinko, ki že dolgo nismo, eno 17 letnico, okej. Natanko tako, kot zdaj govorim, je možno, ko človek prestopi to mejo in ko pravzaprav realno pade v simbolno, ko ni več razlike. In če bi srečali takega psihopata, če bi bil tle, ne, bi imeli tisti grozljiv občutek, ki je podoben tistemu, ki sem ga prej opisoval, ko srečate zombija. Zgleda kot človek, govori kot človek, oblečen je kot človek, ampak hudiča, nekaj tle manjka. Ni pa čist človek. Kot da je neka mašina zadej. Stroj, ki je oblečen, Robocop in te zadeve. Filmi se s tem dosta ukvarjajo. Zadej dejansko je mašina. Zato sem prej tudi spregovoril. To je zdaj neka druga tema. Zakaj ne bomo za algoritmi? Mašino, že mi za algoritmi upadenamo. Ne pa človek kot živo bitje. Ker obstaja razlika, ki jo algoritem ne more zapopasti. In dokaj časa obstaja ta razlika, se mi obnašamo kot simbolna bitja. In smo nepredvidljivi, smo rumno, smo tretje. In hvala Bogu, in smo zadovoljni. Mi nočemo biti roboti. Psihopati, Eichmann, tako naprej, pa so roboti. Robot je tisti, ki reče, ja, ono smo zakurali, to je itak po planu, ja čakaj, ti pa zmujaš 4 minute, to pa ni bilo po planu. Ok, no, toliko za to. Thank you.